Živijo, iz ljubljanskega studia 163, to so vesti. Začenjamo z eno zelo vročo novico, in sicer slovenska tekačica Vesna Fabjan je zmagala v prostem sprintu na tekmi svetovnega pokala v Ribensku. Druga slovenska predstavnica v finalu Katja Višnar je bila druga, tretje mesto pa je osvojila vodila v skupnem seštevku. Bravo naše! Slovenija je padla skozi časovno luknjo v čase SZDL-ja in terorističnih akcij. Publicist Omerza je hotel pregloboko pobrskati in sova je zaukala. Pahor je na Janšino pobudo sklical vladni vrh, zmenili se niso nič, očitkov pa je za izvoz dovolj. Vse bolj se kaže, da je do tega zapleta prišlo predvsem zaradi zahteve gospoda Omerza, ki je zahteval nekatere dokumente v zvezi z sicer neko drugo temo, o kateri piše knjigo, se pa del te zbirne dokumentacije nanaša tudi na sporne mednarodne teroristične akcije slovenske UDBE v sosednji državi in očitno gre tukaj za ščitenje akterjev, ki so še vedno aktivni ali v ospredju ali v ozadju slovenske politike, drugače si te ihte ni mogoče razlagati. Očitno bo vladna koalicija vztrajala tako z nezakonito zaporo tega dela arhiva, kot tudi z zakonom, ki bo osramotil Slovenijo. Po sredinem političnem vrhu se je oglasil tudi vodja poslanske skupine Zares, Franko Jurij. Janez Janša je ugotovil skupaj z nami, da pravzaprav vse, kar oni smatrajo, da je nezakonito in pomeni nespoštovanje sedanjega zakona o varstvu arhivskega gradiva, izhaja iz uredbe, ki jo je podpisal sam Janez Janša leta 2007 in iz sporazuma, ki pomeni implementacijo te uredbe. No, in v tej uredbi je že prejšnja vlada v bistvu omejila in ovirala dostop do tistega gradiva, ki je smatrano pač kot problematično z vidika varnosti države. Skratka, zakon so kršili v prejšnjem mandatu, ta vlada pa skuša to situacijo sanirati z novelo zakona, ki bo vgradil v zakon vse tisto, kar so doslej reševali z nezakonitimi uredbami, ampak te nezakonite uredbe so bile uredbe Janeza Janše. Dragan Matič, direktor arhiva, pravi, da je do dodatnega zapleta s tajnostjo arhiva prišlo že v mandatu premierja JJ-ja. A tu misliš Janšo? Šiš, ti si tole pisal. Ja, sam piše Janša. A kada ne veš, kdo je JJ? Jo. Kljub temu, da tretji odstavek 65. člena določa, da je vse arhivsko gradivo nekdanje SDV prosto dostopno, je za časa vlade Janeza Janše bila nalepljena na del gradiva nekdanje SDV, ki je nastalo pred letom 1990, oznaka tajno in je bilo določeno, da je nedostopno za 40 let. To se pravi, da je prišlo do tega, da je ta vlada kršila lasten zakon, ki ga je eno leto prej sprejela. In ker je tam gor zdaj oznaka tajno, moramo to tajno gradivo shraniti v ustrezne prostore. To pa ni tako enostavno. To so zelo zahtevni pogoji, tako tehnološki, organizacijski in tudi pravni. Mi delamo na tem, tehnološko smo že zelo daleč, moramo pa še papirje urediti, tako da verjamemo v nekaj mesecih, da bomo kompletno gradivo nekdanje SDV prevzeli v arhiv. In novela zakona, kot je pripravljena, sedaj rešuje eno problematično vprašanje. Kako zapreti gradivo, ki je bilo formalno odprto. In tukaj bom poudaril, da nobenega problema ni bilo, ker do leta 2009 sploh se nihče ni zanimal za to gradivo, ni bilo nobenih raziskovalcev. Prav tisti, ki pravijo, da zakon se izvaja toliko časa in da ni bil problematičen, da zakaj sedaj to stvar rešujemo, enostavno zaradi tega, ker v resnici ni bil nikoli konzumiran do nedavno. In to je zelo pomembna okoliščina. Jaz verjamem, da ta novela, kot je sedaj šla v postopek, da je dobra, da omogoča vse pogoje, da bo ustanovljena komisija, ki bo imela vso politično podporo in tudi vso strokovno znanje, saj v njej je predvideno, da bodo strokovnjaki iz pravosodne veje znanosti, zgodovinske, arhivske in tudi obveščevalno varnosti, kar je zelo pomembno.
V petek so poslanci po nujnem postopku sprejeli novelo zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih. Zakon je podprlo 40 poslancev, 33 jih je glasovalo proti, 2 pa sta bila vzdržana. Tudi Erjavčevi so jo podprli. Stranka Desus podpira novelo zakona, to pa zato, ker vidimo, da stanje takšno, kakršne je v tem trenutku, ni dobro, omogoča pač neke politične, ideološke boje, spopade, v katerih, kot vidite, stranka Desus ne sodeluje, ker nas to ne zanima, mislimo, da imamo druge, bolj pomembne stvari za upravljati v tem trenutku, vemo, v kakšnem stanju je država, vendar, če želimo tudi v prihodnje se izogniti takšnim ideološkim spopadam, mislimo, da je to možno edino s to novelo zakona. Kakor vemo, arhivi spadajo pod Ministrstvo za kulturo, zato ministrica Šircelj zagotavlja, da bodo arhive času primerno digitalizirali in shranili. Mogoče tudi zaradi tega, ker se je v preteklosti z arhivom ukvarjalo na ta način, ali pa bolj s kovčki, ki so ostali, odhajali, ali kakorkoli že, se je spregledalo ogromno dejavnosti, zaradi katerih arhiv dobesedno, arhivi so, ne bom rekla hirali, ampak materialno in sicer slabše živeli. In vsaj moja odločitev je bila na samem začetku, da se to stanje spremeni. Zato imamo končno strategijo, ki bo papirje, ki še nimajo sploh možnosti do digitalnih, smiselnih in enotnih pristopov po celi Sloveniji, ne samo v Arhivu Republike Slovenije, prešli končno do procesa digitalizacije. Zato smo tik pred natečajem za novo arhivsko hišo na Roški. Zato delamo in obnavljamo muzej arhiv v Ptuju in zaradi tega se stvari spreminjajo na način, da bodo to res prave baze in banke in nacionalne zakladnice, ne samo identitete, ampak tudi nacionalnih pravih hramb podatkov. Na drugi strani pa je Janša obtožil Pahorja, da je imel gradivo iz arhiva 20 dni na sedežu vlade. Pahor je obtožbe zavrnil in zahteval opravičilo. Kdor izreka taka mnenja, mora, ker to ni res in to je dokazljiva neresnica, biti toliko moža, da sprevidi, da je pač verjetno bil zaveden ali je dobil napačne informacije in se mi javno opravičiti. Tega nisem storil. To bi pomenilo odtujevanje, nelegalno odtujevanje podatkov. In pričakujem, da bo to opravičilo prišlo zelo kmalu, ker se je zelo kmalu mogoče ugotoviti, da to ni res. Pahor naj bi imel gradivo na vladi, ker naj bi ugotavljali, kako zaščititi predsednika Türka, ki naj bi vedel za teroristične dejanja na avstrijskem Koroškem v 80-ih, kar naj bi bilo razvidno iz gradiva. Predsednik republike je takrat dejal, da je za to teroristično akcijo v Velikovcu izvedel iz medijev in da tudi danes ne ve nič razen tega, kar je izvedel iz medijev. Lahko rečem, da potem, kar smo našli v javnem delu arhiva, ne v Sovi, predsednik laže. On je bil neposredno obveščen o tej akciji. Na spletni strani SDS-a so zapisali, da bodo v prihajajočem tednu objavili dokumente, ki dokazujejo, da je bil gospod Danilo Türk kot visok funkcionar SZDL-ja za manjšinska vprašanja neposredno obveščen o ozadjih in posledicah atentata ter o mnogih podrobnostih v zvezi z njim. K zgodbi z arhiva je pa svoje vprašanje predsedniku republike dodala še predsednica Nove Slovenije Ljudmila Novak. Predsednika države, dr. Danila Türka, javno sprašujem, zakaj kot najvišja moralna avtoriteta ni obsodil kršitev zakonodaje v primeru zaprtja arhivov. Sedaj poslušamo, ali je vedel o Velikovcu ali ni vedel, jaz tega ne vem, pač pa sem pričakovala od njega kot od pravnika, od najvišje moralne avtoritete, da bi vendarle povedal svoje mnenje o tem, ali se mu zdi prav, da so se arhivi na nezakonit način zaprli, ali vidi kakšne tehtne razloge za to, da se je to zgodilo. Za razliko od domačih politikov se raje vrnimo v sedanjost in aktualnost. Ministrstvo za zunanje zadeve je v petek poslalo Adrijino letalo v Egipt, kjer so vkrcali slovenske turiste in turistične delavce ter jih odpeljali nazaj domov. V Egiptu naj bi ostali le še naši diplomati in predstavniki medijev.
Protivladne demonstracije v Egiptu pa ne pojenjajo. Protestnikov, ki zahtevajo takojšen odstop dolgoletnega predsednika Mubaraka, niso ustavili niti začetno nasilje policije, niti nedavni napadi predsednikovih privržencev. V 11 dneh protestov je bilo po uradnih navedbah ranjenih okoli 5000 ljudi, več kot 300 je bilo ubitih. Po izteku roka, ki so ga Mubaraku postavili za sestop z oblasti, se na ulicah egiptovskih mest pod geslom Dan odhoda znova zbira več 100 000 protivladnih protestnikov. Kairo in Washington naj bi se že pogajala o morebitnih scenarijih Mubarakovega sestopa z oblasti. Medtem ko v Egiptu že 13. dan potekajo protivladni protesti, se je včeraj egiptovski predsednik sešel z nekaterimi novimi ministri in guvernerjem Egiptovske centralne banke. Šlo je za prvo srečanje potem, ko je Mubarak minuli teden v poskusu, da bi pomiril protestnike, razpustil prejšnjo vlado. Where then should Mubarak go? Here the answer is also clear, to the Hague. If there is a leader who deserves to sit there, it is him. Slavoj Žižek za Guardian. Zbiranje podpisov za referendum o zakonu o malem delu se končuje, končno. Danes bo potekal 35-dnevni rok za zbiranje, ki se je začel 3. januarja. V gibanju za dostojno delo so za STA povedali, da so skupaj s svobodnimi sindikati, študentskimi in drugimi organizacijami zbrali približno 50 000 podpisov, medtem ko bi jih bilo dovolj le 40 000. Ekskluzivno pa je z nami na telefonski zvezi Janez Burger, režiser filma Cirkus Fantasticus. Janez, se slišiva? Povej mi, kako si zadovoljen z vsemi odzivi, ki jih je film doživel v Amsterdamu na dan premiere? Ja, jaz sem zelo zadovoljen z vsemi odzivi na film. Bilo je zelo veliko medijev, zelo veliko ljudi, zelo veliko pozitivnih. V bistvu nisem slišal negativnih. Kakšna pa so pričakovanja za film? Kam bi lahko šel film naprej? So že kakšne distribucije dogovorjene? Kaj veš? Te prodaje trajajo to dolg časa. To je proces, ki traja let do 2. Ker mi smo en dan po premieri, zdaj se čaka najprej kritike v svetovnih medijih, naprej se bo pa naprej vrtelo. Je pa zanimanje veliko. Povej mi to, odkje ti ideja oziroma inspiracija, da boš snemal tak film, glede na to, da praviš, da je vojni, čeprav je ta oznaka vprašljiva? Mislim, vojni je zaradi tega, če ga že hočeš postaviti v žanr, potem ga najlažje postaviš v žanr vojnega filma, ker se pač dogaja v okolju, kjer je vojna. Je pa res, da je to nasplošno postavljati filme, posebej take, v kakršnem koli žanru, je vprašljivo. Pač kaj me še zanima, glede Oskarja. Katera država bo zdaj film prijavila na Oskarje, če ga bo pač Slovenija, Irska, Švedska ali Finska? Če se bo Slovenija odločila, da ga bo prijavila, ker včasih se bo odločila, da tudi ne bo prijavila filma nobenega, kar je zelo čudno, a če se bo odločila, da se mora odločiti, kjer bo, in če bo tega pa v Slovenija. Hvala, Janez, da si se vzel toliko časa in si bil z nami. Ekipa mladcev Place for Bass, ki v K4 prireja večere Machine, vas že nekaj časa zalaga z dovolj pestro mešanico znanih in neznanih napevov ter novih in starih bitov. Tako bodo v soboto v ljubljansko klet pripeljali DJ Money Shota. V njegovih setih najdemo vse od hip-hopa, jazza, funka, breakov, DNB-ja pa vse tja do popa. Da pa bo večer še bolj plesno obarvan, v goste pride maestro Grammatik s svojim live actom, v katerem bo slišati material z prihajajočega albuma. Slište? Pridite v soboto. Iz ljubljanskega studia 163 to so bile vesti, ki zaključujemo s posnetki vremenarja Žareta s Krima.